Nekateri pišejo z levo, nekateri pišejo z desno. Nekateri preferirajo levico, spet drugi preferirajo desnico. Nekatere države vozijo po desni, nekatere države vozijo pa po levi. No to, zakaj eni pišejo z levo, z eno desno roko, to vemo, nekaj se ti v glavi premakne. Eni bolj desno, eni bolj levo. Kaj ljudje volijo, to je čist njihova stvar, ampak zakaj pa vozimo mi v Sloveniji po desni, to vam pa lahko razložim. Zdaj, že odkar ljudje hodimo, poznamo ceste. In arheološke najdbe cest pravijo, da so stare že več kot 6000 let. In vedno smo hodili po levi, vozili naše vozove po levi. In zakaj tako? Ja, zato, kakor vse druge stvari v tistih časih, zaradi Rimljanov. Rimljani so zgradili večino cest v Evropi, vsaj v antiki. In zato so tudi veljala njihova pravila. Vse od Palestine do Združenega kraljestva, kar je bila takrat še Britanija, so se širile in vile rimske ceste. In vozili so po levi, kar je za tiste čase imelo še nek smisel. Vam bom razložil, zakaj. Ko so Rimljani še živeli, smo imeli dvoje, konje in meče. In zato verjetno se je tudi vozilo po levi. No in jahalo. Če si predstavljamo, da je to kolo konj in ga želimo zajahati, ker nas je večina desničarjev, bomo grivo prijeli z desno roko ali sedlo in se potem povzpeli na sedlo. Mirno, fant, mirno. Vse je v redu, vse je v redu. In ker nočemo stati sredi ceste, kadar zajahamo konja premaknemo na levi rob ceste. Če pa naproti prihaja kdo za zelo namero, pa seveda lažje z desno roko izvlečemo meč in smo nasprotniku takoj v napoto in se lahko branimo. Tako, in zdaj že več tisočletij vozimo, jahamo, hodimo po levi strani ceste. Vse se nam zdi normalno, življenje je lepo, no poleg vojne in kuge, nakar tam nekje v 18. zgodnjem 19. stoletju pride kdo drug kot mali Korzičan, kdo drug kot Napoleon. Čeprav je bil čisto povprečno velik za tisti čas, ampak to je zgodba zase. Zdaj vsi vemo za napoleonski kompleks, za Napoleonov kompleks. Človek je hotel veliko doseči, sestaviti največji imperij na svetu in je imel tudi veliko inovacij, kakor je bilo tipično za Francoze tistega časa. Razsvetljenstvo pa vse to. In med drugim je Napoleon tudi določil, da naj njegova vojska koraka po desni. Bravo Napoleon, hvala ti, evo ti monument. Tako da, če ste iz držav, ki so bile bolj pod angleškim vplivom, verjetno vozite po levi strani. Južna Afrika, Indija, Avstralija, Nova Zelandija in tako naprej. Če ste pa bolj iz francoskega vpliva, tako kot mi, spomnimo se ilirskih provinc, potem pa vozite po desni. Je pa seveda nekaj izjem. Obstaja pa še ena zanimiva izjema tukaj v Evropi in ne boste verjeli, to je Švedska. Država visokih standardov in malo sonca. Švedi so vse do leta 1967 vozili po levi strani, vendar imeli so težavo. Večina Švedov je kupovala avto iz Evrope, tako so imeli volan na levi strani in tudi vozili so se po levi strani. Rezultat tega je pa bil enormno veliko število karambolov. Kolizij, zaletavali so se, direkt drug od drugega, z nos na nos. In zato so leta 1967 Švedi uvedli
Hogarth Rafikom Lagingen. Hogarth Rafiko Lagingen, no se bom napisal spodaj, če pa to prevedem, je pa to dan, ko se začnemo voziti po desni strani. Začelo se je ob 4 zjutraj in ljudje so dejansko šli na cesto opazovati to zmedo. No, zdaj se pa čist varno in v redu vozijo po desni strani. Bravo, Švedska! Upam, da sem vam lahko ubelodanil, zakaj pa pri nas vozimo po desni in zakaj drugje vozijo po levi. Dan danes 2/3 sveta vozi po desni in sej ni važno, po levi ali po desni, važno je, da varno pridemo, kamor gremo. Sploh ne vem, kaj delam, kaj jaz nimam vozniške. Pa do prihodnič, ko vam Luki razloži vse, samo ne me vprašati, kako se voz, ker ne znam. So že šli? Ok, v redu. Dej pejva, preden policaji pridejo. Hej, preden greš, klikni tukaj in se naroči na naš YouTube kanal, imamo pa tudi TikTok, Instagram in Facebook, tako da le urno.